praviloma, se pravi, ti odpadki danes končajo v sežigu. Delno jih pravzaprav tudi posredno kompostiramo, kajti proizvajalci so začeli uporabljati tako imenovane biokompostabilne vreče, ki jih pač uporabniki zavržejo v tok bioodpadkov velikokrat. Žal pa seveda ti odpadki niso samo te vreče, ampak so praviloma tudi še kakšne druge vreče. Pri uporabniku pa seveda te vreče povzročajo zmedo in tudi sami ne vejo in mislijo, da so tudi vse te drobne, tanke vreče pa tudi kompostibilne, ne. Tako da v bistvu lahko rečemo, da danes se že v osnovi soočamo najprej z tem, da nimamo sistema. Drugič, da je pravzaprav na trgu velika zmeda definicije, kaj je bioplastika, v smislu, kaj je biorazgradljivo, v smislu kompostabilnosti, kaj pa ni biorazgradljivo. In to pričakovati zdaj, da bojo uporabniki pravzaprav z neko označbo sami lahko presojali, mislim, da je v tem trenutku pravzaprav popolna iluzija in kot je že bilo prej predhodnica iz Interseroha povedala, bomo pravzaprav naredili z takim usmerjenjem več škode kot koristi. Tako da moramo biti tukaj izredno eksaktni v prihodnje. Zdaj, treba je tudi vedeti, da imamo mi vpeljan sistem ločenega zbiranja na izvoru pravzaprav v 3 zabojnikih, embalažo, mešane komunalne odpadke in pa bioodpadke, in da zdaj, če že gledamo v prihodnost, potem bi mogli seveda te bioplastiko nekako uvrstiti v te 2 skupini, kaj je reciklabilno, kaj ni reciklabilno in pa kaj je kompostabilno. In potem bi lahko uporabnike začeli postopno usmerjati, da bo ločeval v ta 2 zabojnika. Kaj bo to pomenilo bi rekel, z vidika same uporabe te plastike, je vprašanje, glede na to, da je te plastike trenutno na trgu izredno malo in da se bolj ko ne pojavlja, kot sem rekel, bolj v priložnostnih izdelkih in pa že nekaterih vrečah, ki naj bi bile, ki so deklarirane kot kompostabilne in bojo verjetno vse bolj uporabljene tudi v prihodnosti, je prav, da začnemo tudi z regulativo v smislu, da najdemo pot, kako pa v prihodnje z bioplastiko, da bomo poskušali jo vključiti v krožno gospodarstvo. Mogoče še naprej en slajd, prosim. Zdaj, kot sem rekel, odprta vprašanja, ki so, ni jasnih smernic, predpisov, tak in tak sploh nimamo, standardi, kot smo videli, so seveda že na nekaterih področjih bili izdelani, ampak za uporabnika so ti standardi pravzaprav izredno nepregledni in niso enostavni. In zdaj je vprašanje, kako bi uporabnik lahko zdaj se sam doma, preden bo odločeval v takem smislu, da bo pač tudi pravilno ločil saj na te 2 skupini recikliranja, reciklabilno bioplastiko in pa kompostabilno. Tako da tukaj je to vprašanje seveda bo treba nasloviti na prave organe, tudi zakonodajalca. Potem je treba vedeti, da večina te kompostabilne plastike ni kompostabilne v domačem okolju, kar pravzaprav pomeni, danes imamo pri nas vsaj cirka 40% prebivalcev vključenih v samo kompostiranje in to pomeni, da bi morali potem tudi v takem primeru najti za njih, za ta del biokompostabilne plastike drug način zbiranja, kar pa pravzaprav ni realno pričakovati, in je vprašanje, če ne bojo ljudje potem to plastiko poskušali tudi sami kompostirati doma. Pa še, v bistvu je problem, tukaj ne govorimo zdaj samo o embalaži, ampak tudi o izdelkih in seveda glede na našo zakonodajo imajo izdelki iz bioplastike in pa embalaža gledano tudi z vidika zbiranja vsak svojo pot, ne moremo
odlagati bioizdelkov v embalažni zabojnik, tako da tudi s tem ne rešujemo tega vprašanja in seveda bo potrebno še biti tukaj dosti previden tudi pri tem osveščanju, kajti bioplastika, tako kot jo poskušajo nekateri predstavljati, biorazgradljiva v naravi in tako naprej, bo lahko povzročila tudi zmedo pri naših uporabnikih, tudi v tem smislu, da prvič, kot sem povedal, v nepravilnem ločevanju, drugič pa tudi v večjem smetenju, ker bo se lahko dogajalo, da pride do tega, da pač ljudje misleč, da ne škodujejo okolju, bojo potem tudi te embalažo metavali nepravilno. Mogoče še za zaključek, da naprej prosim. To se pravi, jaz pač mislim, da je potrebno nekaj narediti na tem področju, čisto sistemsko, kar pomeni, če se na trgu pojavljajo ti proizvodi, bo potrebno te proizvode regulirati. Država je tista, ki bo morala povedati, kaj pomeni, kakšen način zbiranja naj bo predpisan, predvsem pa je potrebno gledati, da bomo morali s temi odpadki ravnati tako, da ne bomo zdaj zaradi tega celega obstoječega sistema porušili ali ga pa celo podražili zaradi tega, ker pol tudi nismo kaj veliko naredili. To se pravi, bo potrebno verjetno najprej razmišljati o obstoječem sistemu zbiranja in vključevanju teh odpadkov v ta dva zabojnika, če je mogoče. S tem pa seveda bo potrebno pri porabniku narediti veliko, kot sem rekel, na tem, da bo lahko ločeval in da ne bo prihajalo do zmede in pa seveda nekih, bi rekel, tudi škode v celotnem procesu, tudi za recikliranje te bioplastičnih izdelkov ali pa embalaže. Prej sem slišal tudi že nekatere komentarje, kako je danes ne morejo proizvajalci tovrstne embalaže ustrezno te embalaže pridobivati nazaj v krogotok. Potrebno bo pač pogledati zakonodajo po proizvajalčevi odgovornosti, seveda bojo proizvajalci embalaže morali tudi sami poskrbeti za to in tudi vse stroške nositi. In seveda to pa ne pomeni, da bojo samo oznako dali na tak izdelek, ampak bo potrebno seveda tudi stroške recikliranja tega izdelka poskrbeti, da bo res prišel potem v kompostibilni proces ali pa reciklabilni. Toliko z moje strani, hvala lepa.